problematika pomanjkanja učiteljev zdaj že kar nekaj časa vztraja, tako da mislim, na ministrstvu v resnici ves čas prizadevamo, kako to problematiko naslavljati in s kratkoročnimi in z dolgoročnimi ukrepi za to, da bi v bistvu izobraževalni proces potekal nemoteno, pa tudi da kvaliteta ne bi padala. Zdaj, dolgoročni ukrep zagotovo je štipendiranje, kjer podpiramo ne samo mlade študente med študijem, pač pa s pogodbo zavežemo tudi, da potem dejansko poiščejo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju in tam vztrajajo toliko časa, kolikor so štipendijo prejemali. Zdaj, kar se tiče pa samega pomanjkanja učiteljskega kadra, bi rekel pa, da je seveda zelo povezan z relativno nizko začetno plačo, z ugledom učiteljev v družbi. Mi pravimo, da učitelj je lahko tisti, ki ima rad stroko, ki jo poučuje in ima nek smisel za delo z ljudmi, torej da rad dela z ljudmi in da ima neko empatijo. In zdaj, taki ljudje so zelo zaposljivi marsikje in se potem, glede na ugled, glede na finančno stanje učiteljskega poklica, ne odločajo za ta poklic. In če bi zmanjšali število vpisnih mest na univerzi, ne v Ljubljani, ampak po celi Sloveniji, bi se lahko ta problem tudi zmanjšal. 7 let sem poučevala matematiko na osnovni šoli. Tam so se mi zgodile zelo dobre stvari, uživala sem v poučevanju pa predajanju snovi. Kadar sem videla iskrice v očeh učencev, mi je bil to najboljši občutek na svetu. Žal pa pri učiteljskem poklicu niso samo dobre plati, ampak so tudi slabe. In ker sem doživela malo preveč slabih plati, sem se odločila, da bom ta poklic zapustila. Zapustila sem ga predvsem zaradi neodzivnosti oziroma slabe odzivnosti Zavoda za šolstvo. Niso bili glih mi v pomoč, ko sem imela največ težav, pa pač konkretnih vprašanj. Potem tudi nasploh učiteljski poklic, mislim, da bi lahko bil bolj spoštovan v Sloveniji, da bi tudi starši ta poklic in učenci cenili. Mislim, da bi mogli odločevalci predvsem se posvetiti temu, da ne da samo spodbujajo štipendije pri študentih, ampak da bi tudi nudili podporo mladim učiteljem v smislu, stanovanj, pa seveda višja plača, o kateri se velikokrat govori, pa še druge ukrepe bi najbrž lahko sprejeli, da bi pač učitelji v tem poklicu vztrajali. Z pomanjkanjem učiteljev matematike in fizike v Sloveniji smo se zapletli v en hud začaran krog. To pomanjkanje vodi k temu, da nimamo takega pouka, ki bi navduševal dijake za matematiko in fiziko, še manj pa zaradi družbene klime in nemotiviranosti. Ta okrogla miza je bila namenjena temu, da začnemo graditi eno sodelovalno platformo med univerzami, učitelji in odločevalci in ministrstvo na drugem koncu, za to, da presekamo ta začaran krog.